N1 podcast s Suzano Lovec. Dragi gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke, dobrodošli v še enem pogovoru na N1. Z mano politično situacijo in svetovno dogajanje pretresata, analizirata in komentirata filozof dr. Tadej Troha in zgodovinar in publicist Luka Lisjak Gabrijelčič. Pozdravljena in dobrodošla v našem studiu ponovno po kar nekaj časa. Zdaj, ne? Že. Trajalo je nekaj, ne? Ampak smo se našli. Vmes se je svet kar spremenil. Tako. In o tem bomo danes govorili. Za gledalce in gledalke, poslušalke in poslušalce pa to obvestilo, moje pogovore z gostjami in gosti lahko seveda gledate na N1, torej n1info.si. Poleg tega se lahko nanje naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Najdete jih pa tudi na EON-u in na strani Metroplay. Zdaj pa k vsebini. V Savdski Arabiji so potekali pogovori ameriške in ukrajinske delegacije v vojni v Ukrajini in potem sta strani sporočili, da je Ukrajina pripravljena sprejeti predlog Združenih držav Amerike o 30-dnevni prekinitvi ognja. Dogovor, ki bi se lahko podaljšal na podlagi vseh v vojni vpletenih strani. In zdaj se čaka Rusijo. Kijev je že sporočil, da so ZDA obnovile vojaško pomoč v Ukrajini, ki so jo prekinili skupaj s prekinitvijo izmenjave obveščevalnih podatkov takrat po tistem sporu z Zelenskim v Beli hiši. In me zanima, kako komentirate ta trenutek zdaj, sedanji v vojni Rusija-Ukrajina. Je to uspeh? Čigav? Neuspeh? Čigav? Kdo je lahko vesel? Luka? Jaz mislim, da bodo naslednja leta in meseci take, da se bodo vsak teden, vsak mesec se bo nekaj spremenilo in ko bomo gledali nazaj, bomo sploh pozabili, kaj se je dogajalo prejšnji mesec. Se pravi, gre za tako zelo hitro sosledje dogodkov in šele vzvraten pogled nazaj bo v bistvu ugotovil, kaj je tisto, kar je bilo pomembno in kaj je tisto, kar je ni pomembno. Ne? Zdaj, na tej točki ne vemo še. Ne vemo, ali bo to premirje propadlo tako kot doslej 25 premirij od leta 2014 dalje, ali bo zdržalo in kaj se bo zgodilo po 30 dneh. Situacija, kot je sedaj, kaže na to, kar jaz nekaj časa lansiram, se pravi, tako simpatičen slogan, da v bistvu način, kako razmišljati o Trumpovi administraciji, ni toliko klasični predsednik Amerike, niti ni toliko diktator ali pa nekdo, ki si prizadeva biti diktator, čeprav je to ena izmed njegovih, bi rekel, želja, ampak kot neka taka novoveška monarhija, kjer imamo rahlo neuravnovešenega in nekoliko senilnega in narcističnega monarha, okrog katerega je nek velik dvor in v vsakem trenutku ne vemo prav dobro, kateri del tega dvora prevlada nad kom. S kom se dejansko pogovarjaš in kdo ima prevlado v tem kaosu v Trumpovi administraciji. Ker če pogledamo vsebino in okoliščine tega dogovora, je neprimerno boljši za Ukrajino, kot bi si mislili še en teden nazaj ali pa 2 tedna nazaj, ko smo poslušali tisto soočenje v Beli hiši, zato ker zdaj je Ukrajina dobila 30 dni premirja od raketiranja, od napadov na civiliste in tako dalje, v zameno za popolno obnovitev vojaške pomoči. Tako da to je, mislim, nedvomno zmaga ukrajinske diplomacije. Jaz mislim, da še specifično Andrija Jarmuka, ki ga je Zelenski pooblastil za neposredne pogovore, predvsem z Rubijom v Beli hiši. To je po moja analiza sedanje situacije. Zdaj, ne vemo niti, ali bo Rusija sprejela to premirje, ne vemo, ali se bo tega premirja držala, ne vemo, kaj se bo zgodilo po 30 dneh, ampak zdaj je situacija taka, da je nekoliko boljša za Ukrajino, kot se je zdelo še 5 dni nazaj. In kaj bo čez 5 dni, tudi ne vemo. Zdaj se mi zanimivo to, ko si rekel na začetku, da ene stvari, da bomo videli, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. V resnici je res tako, imamo na eni strani situacijo, ki se odvija na način, da so vsa znamenja kažejo kot nekim, hočem reči, vsa znamenja se da brati na več načinov. Lahko so to, vse ti obrati, vse te stvari so lahko znamenja neke zagotove velike prihodnje vojne na višjem, kako bi rekel, na višjem nivoju.
mislim, vojaškega spopada, ne, tako bi ga nekateri interpretirali. Na drugi strani je to lahko znamenje nekega urejanja globalne situacije na druge načine, na manj direktno vojaške, na manj direktno pač, da mirijo k spopadu, k nekemu ultimativnemu spopadu, ne vem, Evrope in Rusije. Na drugi strani pa imamo pač ta odziv, če zdaj ne analiziram, ne komentiram nekaj čez direktno tega, mislim zdaj lahko k temu Trumpu in podobnemu se vrnem, ampak recimo čisto tako. Na drugi strani je neka čudna gotovost na ravni evropskih struktur, na ravni strukture Evropske unije, ki se potem prenaša tudi v nacionalne okvire posameznih držav, mogoče niti ne Evropske unije, nek teh ad hoc, združen v bistvu bolj mednacionalnih, meddržavnih dogovorov o tem, neka provizorična, kot da je neka gotovost neke vojne, na katero se moramo mi pripraviti, ne prav tako aktivno, ali pa na neko definitivno grožnjo vojne, ki jo bomo lahko se obranili samo z pač oboroževanjem. Z tem. In jaz mislim, da eni ljudje bi rečejo, da je to panika. Moj kolega Klepec recimo zadnjič na televiziji, mislim, da na Marcelu govoril o tem, da je to panika. Jaz recimo se s tem ne strinjam, da bi bila reakcija panična. Jaz mislim, da če bi bila reakcija panična, bi bile stvari, bi šlo za nek razpad sistema, bi šlo za nek moment, ko Evropa recimo ne bi vedela, kaj ne naredi, ko bi začeli bezlati na neki te ravni. Tukaj se pa zdi, kot da je od trenutka, mislim, tisto, kar je res presenetljivo in smešen, kako se je od momenta, ko je Vance nastopil, kjerkoli že nastopil, v Münchnu na tej konferenci, povedal nekaj, kaj si on mislil o tem, kaj Evropa dela narobe in kako bi morala se obnašati. In so potem, kot naslednji dan, v bistvu to kot neko razodetje vzeli v smislu in rekel kot definitivno, ne kritiko, vzeli kot recept. Vance je rekel, Evropa premalo vlaga v oboroževanje, Evropa se deindustrializira, ne vem, najbrž tudi kaj o tem, da vlaga v zeleni prehod, ne vem, nekaj take stvari, ne si predstavljam. In so rekli, ok, ja, res je, mi imamo zdaj pozitivni program in tako bomo naredili. Kot da bi bil ta, ne govorim, da je bil, kot da bi bil ta scenarij že vnaprej napisan. Kot da so v bistvu vzeli nekaj spredala, pač scenarij 43/B-1, tole je scenarij, zdaj gremo mi v nek deal, v neko vseevropsko vlaganje v oboroževanje in neko strukturo prilagoditi, vsega političnega diskurza, javnega diskurza. Se sam pogledajte, pač vsak dan se poročila začnejo na isti način. Diskurza, ki je popolnoma ovit v neko gotovost nekega, kot da je tam čez 2 leti, imamo pa mi, bomo morali biti pa pripravljeni. Mislim, noben se ne potrudi to argumentirati. Rad bi slišal, kaj je ta definitivna grožnja. Razumete, kaj hočem reči? Ne pač, da je da tukaj je eno neskladje med tem, da lahko te stvari beremo kot postavljanje figurc, v katerih ni nujno, da je pač vojaška moč bistvena. Na drugi strani se Evropa obnaša, kot da bi bila vojaška moč bistvena, kar naenkrat in pride do nekega absolutnega strinjanja, ki ni bilo, jaz ne vem, kje je to strinjanje, bi rekel, niti med ljudstvom, ne vem, v političnem razredu, v posameznih državah, kje se je ta konsens oblikoval. Kdaj smo kar naenkrat prepričani, da ja, da bi rekel, 3 mesece nazaj smo rekli, bi ne vem, 3/4 politike v Sloveniji ali pa tudi kje druge rekli, kakšna 2,5%, kakšni 3% za oboroževanje, za obrambo. Zdaj pa to, kakor 2 je v bistvu 2 čim prej je praktično gotovo dejstvo. In me zanima, od kje to pride. No, ampak Slovenija je dobila v bistvu te dni zdaj 2 močna focna, kot se reče iz Amerike, glede tega, žugali so zaradi premalo denarja za obrambo. V kakšnem položaju se je v bistvu Slovenija konkretno znašla zaradi tega žuganja? Kje je Slovenija zdaj, kje stoji? Mislim, domače dogajanje se bo okrog tega tudi oblikovalo, ne? Mislim, hočem reči domač politični parket, se je že, ja. Ampak kaj pa navzven?
Jaz mislim, da Slovenija stoji med tistimi redkejšimi državami Evropske unije, ki je v zadnjih letih, mogoče celo bolj na ravni javnega mnenja kot na ravni politiki, prespala to, kar se je dogajalo in se zdaj sprašuje to, kar se sprašuje tedej. Medtem ko med državami, kot je na Poljskem, v baltskih državah, na Finskem, na Švedskem, na Danskem, no so zadnje smo videli, situacija bolj kristalno jasna. Ker če gledamo seveda, če obrnemo zemljevid Evrope in ne gledamo tako jug proti severu, ampak sever proti jugu in se postavimo na Dansko in gledamo se pravi iz danske perspektive. Na eni strani ruska grožnja na Baltiku, na drugi strani Danska, ki je dala, mislim, da v odstotkih BDP ali pa v odstotkih proračuna za obrambo, pravzaprav med najvišjimi deleži pomoči za Ukrajino, tako kot bi rekel, se razorožila, zato da bi pomagala Ukrajino. V prepričanju, da itak ona ima že pravzaprav od časa leta 1945 pakt z Združenimi državami in je bila z enimi najbolj, lahko rečemo zvestimi, lahko rečemo tudi klečeplaznimi zaveznicami Združenih držav, mnogo bolj tudi kot Velika Britanija, mnogo bolj kot Švedska in tako dalje. In kar naenkrat se znajde, da je Trump zdaj začel pritiskati in na zelo grob način na njo glede Grenlandije. In pravzaprav nima nobenega, kako bi se reklo, mišic, da bi karkoli odgovorila na to. Zato, ker sama ne more. Ker z vlaganjem bo imela dovolj mišic? Ne more tudi zato, ker v bistvu na drugi strani nima neke podpore znotraj evropskega varnostnega sistema. In je izrazito šibka. Če smem. Sama ne. Sama ne. Odgovor na tvoje vprašanje sama gotovo ne. Ampak, če pa bi, kako bi rekel, če bi obstajala Evropska unija ne samo kot politična in gospodarska skupnost, ampak bi imela neko tudi, kar se zdaj govori, strateško avtonomijo, recimo svojo vojsko in tako dalje, bi bila situacija drugačna. Ne bi bila Danska v tem trenutku v takšnem položaju, da v bistvu govorimo leta 2025 za neposredno grožnjo njeni teritorijalni suverenosti. Dobro, Grenlandija je avtonomna entiteta znotraj Danskega kraljestva in tako dalje, ni članica Evropske unije in tako dalje in tako naprej. Ampak to je svet, v katerem smo se znašli. Nismo se znašli od danes do jutri, se pravi, bi bomo rekli, kdor je spremljal, kaj se je dogajalo v zadnjih 10 letih, ne sme biti prav preveč šokiran, da smo prišli do tega, kar smo prišli zdaj. Jaz lahko sem zgrožen, ampak šokiran nisem. In mislim, da je potrkalo, da je, kako bi rekel, marsikdo se je zbudil pri tem. Zdaj, je res, da ameriške zahteve so zelo bipolarne, v smislu bipolarne motnje, manično depresivne. Se pravi, na eni strani vlagate premalo v obrambo, morate vlagati več v obrambo, in po drugi, to je ena, bi rekel, ena pot signalov, in drugi signali so v bistvu popolnoma protievropski. Se pravi, ne gre samo za to, da Amerika terja, kot je bilo že v prvem Trumpovem mandatu, da Evropa bolj prispeva k NATO-vem proračunu in tako dalje. To je neka stara zgodba. Ampak, da v bistvu gre za tukaj nek sprememba geopolitičnih kart, kjer Amerika ne samo, da ni več zaveznica Evrope, tudi ne več samo nezanesljiva zaveznica, ampak da je pravzaprav dela neposredno proti evropskim interesom. Se pravi, kot rečeno, tukaj Trumpova administracija je dvor, ogromno glasov je tam noter, je polifonična ali pa razglašena, kakor hočemo. Ampak možnost, da Amerika, ki bi bila usmerjena proti interesom, vitalnim interesom Evropske unije, je zelo realna. Zelo realna. In v tem se potem, ko pogledamo, kakšne situacije so zdaj evropske države, da so v bistvu da so se znašle v zadnjih 10 letih po popolni odvisnosti, varnostni, informacijski in tako dalje od Združenih držav. In se pravi, ta govor, ki ga ponavlja Macron že 10 let o tem, da mora Evropa doseči neko strateško avtonomijo, se je zdaj pokazal, da je imel mnogo bolj prav, kot se je zdelo, in je bila ta stvar mnogo bolj urgentna, kot se je mogoče nekaterim zdelo še preden je Trump odkril na zemljevidu Grenlandijo. Ja, sem še skoraj pozabil, kaj sem hotel reči. Nisi se hotel se ne strinjati s tem, da bo Grenlandiji oboroževanje karkoli prineslo. Tako je, tisto prvo, da ne bo zdaj gledala. Prvo, kar je,
to prebojenje, to, kar je sumljivo, nenavadno, čudno, in zaradi tega ne kupim ne diagnoze panike, ne tega v smislu, zgodilo se to, kar se mora zgoditi, je to, da je to prebojenje prišlo od danes na jutri. Če je Evropa ves čas vedela, da je to, manjkuje en moment zmedenosti. To mi je nenavadno. Ne verjamem, da je Evropa, če smem povedati, to je eno. Drugo, če je recept evropske politike tega, da se pokaže kot suverena, recimo Evropske unije, vizavi in Amerike in drugih, tisto, kar je mene presenetilo, nekako čudno mlahav političen odziv je bil na Trumpovo grožnjo oziroma na idejo na pol norca, na pol strateškega, kako bi rekel, strateškega interesa, idejo o nekak pridobitvi Grenlandije, kakor se jaz rečem, da bi kupil neko tamle eno garažo, na ta način. Mislim, tako je to. Se pravi, jaz to bi. Fajn, prav bi mi prišla, ker bi lahko avto parkiral tam. Tako je to izgledalo. Ampak, a se Evropska unija, če si govoril o solidarnosti z Dansko, se ni, takrat bi pričakoval prvi dan iz vseh topov, besednih topov, da bi se to resno vzeli kot beseda norca, mislim tako, norca z vsem ozadjem, ki je tukaj, pač protest, resen protest, vzeti to, halo, kaj se greš, in Grenlandija, in Panama, in Kanada, vse te ideje na isti način napast. Zato ti pravim, tega ni bilo, zato mi je mal cenena ideja, da kakor pa zdaj Evropa si reče, zdaj bom pa pomagala Danski braniti njeno ozemlje z dodatnim oboroževanjem in potem bom pa dobil moč, da mi zdaj rečemo, ne vem kaj, mislim, Mehika lahko pač se odzove na en način, še Kanada se odzove na močnejši način, kot se odzove Evropska unija, če Grenlandijo jemlje kot svojo. To, se pravi, da ni problem samo v pomanjkanju vojaške moči, ampak je problem v pomanjkanju neke politične strukture. Absolutno. In neke ideje. Se pravi, zato vrstni red, zato pravim, tisto, kar je nenavadno, zato je to, se pravi, Evropa je neumna v tem smislu, da vidi še vedno edino grožnjo, tako zdaj svojimi ravnanji, edino grožnjo vidi grožnjo vojne, in potem industrializacijo češ kot nekaj, kar pride, kot del vojne ekonomije, tako rekoč, kot da ne bi mogla tega drugače spraviti skozi, recimo neke reindustrializacije, pa neke nove industrializacije, pa česarkoli. Se pravi, za nekim ulaganjem, ki je na globalni ravni še vedno razmeroma mehno in prenisko in ne bo ničesar rešil, bo pa pač restrukturiral evropsko politiko in prioritete evropskih držav, spremenili Evropsko unijo, oziroma države Evropske unije v nekaj drugega, kar so zdaj, se pravi, spremembo prioritet tega, zakaj denar gre, zakaj ne, ker to ne bo kar tako šlo. To bojo pa posledice. Se pravi, nenavadno je, zato sem rekel, omejeno je misliti in zaradi tega mi je reakcija pač neumna in mi jo moramo vsi kupiti, prioriteta oboroževanje. Ne zato, ker bi zdaj, pa jaz, mislim, zdaj bom tako rekel, če mene vprašaš, mislim, jaz tukaj o strateških, pa ne vem kaj, ne bom se izjasnil, pojma nimam pod A, neprimeren sem zato, ker bi pač zelo naivno, res moram reči, a veš, vse puške, pištole, bombe in ne vem kaj pač vrgel v morje in pač, da jih ne vidim več. Zdaj, tako, to je moja intimna pozicija. Pač videti ne morem pištole, pa če je od otroške do atomske bombe, mislim, je vse enako ogabno. Zato ti pravim, ne moremo v tem smislu govoriti. Lahko pa se pogovarjamo o tem, kaj bi Evropska unija svojo avtonomijo, da si jo zasluži, da je vredna tega, tako rekoč, da se postavlja kot akter, si mora pa na drugih ravneh zgraditi. In prva, se pravi, od skupnosti držav, ki se ne morejo skupaj isti dan, čez 5 minut odzvati na to, tako kot se odzoveš, če ti nekdo, ne vem, v stanovanje hoče priti, mislim, kaj je to? V tem je problem. Čist. Luka?
Ja, Evropska unija ni bila institucionalno zgrajena za mnogo stvari, ki so se zgodile. Ni bila recimo institucionalno zgrajena pred nekako je bilo zdaj že 17 leti za tisto veliko finančno krizo, ne? In to smo plačali vsi zelo veliko ceno za to, ne? In se je morala graditi, ne, kot tista pregovorna mladja, ki jo moraš graditi, ko si že na morju, ne, in to na razburkanem morju, tako rekoč, ne, tudi v čisto zakonskem in ustavnem vidiku, ne, tako da se je vlekla za škornje iz blata. Ne. Se pravi, si je mogla iznajti neke nove inštitute, ki tudi niso bili nujno najboljši. Ne. In to se neprestano dogaja. Ne. Ampak zdaj, če gledamo dolgoročno na zgodovino Evropske unije, tako se je tudi vedno gradila. Ne. Vedno je v bistvu se odločila, kaj je v odziv na neke specifične krize, ekonomske, zgodovinske, politične in tako dalje. Ne. In zdaj, zakaj tako? Ne? Se pravi, logično, tukaj imamo 28 nekoliko držav, ne? Imamo v vsaki državi različna politična mnenja, imamo znotraj evropske birokracije različne projekte. Nekateri znotraj Evropske unije že dolgo časa opozarjajo, ne? Recimo Macron, že dolgo časa opozarjajo na pomen strateške avtonomije in tako dalje. Nekateri, recimo Poljska, v zadnjih 10 letih tudi izrazito investirajo v to. Na tej ravni je danes po nekaterih številkah poljska vojska največja na evropski celini, ne? Celo pred francosko. Ne? Se pravi, kar se je zgodilo najprej od leta 2000, februarja 2022 dalje, ne? In potem zdaj z drugim Trumpovim mandatom, ko se je potrdilo to, kar smo nekateri pravili, da ne bo tako, kot je bil prvi mandat, je, da seveda tisti glasovi, ki so to opozarjali, so zdaj, kako bi rekel, razvoj dogodkov je potrdil njihove argumente. V redu. To se je zgodilo, ne? Marsikdo se s tem še ni sprijaznil. To je na nek način kot proces žalovanja. Ne? Nekateri so bolj zadaj, nekateri so še šli skozi 5. fazo sprejetja. Ne? Ampak zdaj, če bo Evropska unija, torej gotovo je obstajal nek blueprint, gotovo je obstajal nek načrt 123 skozi V, gotovo je del birokracije že ima neko predstavo, kako bo to naredil. Ampak seveda absolutno to ne samo, da ni zadosti, to je tudi zelo nevarno, ker ti ne moreš imeti, recimo, ne, če smo rekli, da je čisto možno, da je NATO kot nek okvir obrambni bolj ali manj obsoleten in da mora Evropska unija, recimo skupaj z Norveško, Veliko Britanijo zgraditi neko svojo lastno vojsko, rečemo temu tako, ne, pa ji rečemo, kot hočemo. Je zelo nevarno in tudi, kako bi rekel, ne moreš ti imeti vojske, ne da bi imel nekega civilne oblasti, ki to vojsko nadzoruje. Ne? Se pravi, ne moreš ti imeti, bom rekel, lahko imaš in mi iz slovenske zgodovine to zelo podobno, to zelo dobro poznamo. Ne? Jugoslavija, po Titu je bilo tak primer, ne? Je imela zelo, bi rekel, policentričen razvoj, ne? Z temi 6 republikami in 2 avtonomnimi pokrajinami, ki so bile v marsikaterem pogledu, bi rekel, skoraj da pol samostojne, ne? Imela skupno partijo, ne? In potem imela vojsko, ki ni imela dejansko nobenega civilnega nadzora in je bila v bistvu 7. element oblasti v tej bizarni konfederaciji in to se je končalo, kot se je končalo. Ne? Že gremo nazaj, imamo še en tak primer in to je Avstro-Ogrska, ne? Ki je imela tudi vojsko, ki je bila neposredno odvisna od cesarja, ki je bil najprej senilen in potem premlad, ne? Ki je bila neka samostojna enota, odvisna samo in zgolj neposredno od cesarja, in ni imela ne avstrijska vlada, ne ogrska vlada, nobenega nadzora, oziroma nekega faktičnega nadzora nad njo, poleg tega pa seveda niti avstrijski parlament ima nadzora nad svojo vlado in tako dalje in tako naprej. Ne. Še en tak primer, ne, tako da samo da vidimo, o čem govorimo, ne. Nemško cesarstvo. To je zadnji. Ja, obljubim. Nemško cesarstvo med Prvo svetovno vojno. Eden izmed glavnih odgovor na vprašanje, zakaj je vojna trajala tako dolgo, zakaj niso samo, je tudi zato, ker je bila nemški rajh, pa je bil lahko zelo učinkovit na vojaškem področju, je bila izrazito decentralizirana enota, kjer nihče ni imel dejanskega nadzora nad vojsko. Vojska je bila samostojna akter in en izmed najbolj prepričljivih načinov, kako pisamo Nemčijo v zadnjih
letih in mesecih pred vojno, je, da je bila de facto vojaška diktatura. Ne? In jaz si ne želim, da bi če bo Evropska unija ali pa Evropska unija in nekatere druge evropske države šla v izgradnjo neke lastne vojaške sile, potem bo morala spremeniti tudi svojo politično arhitekturo in imeti neko močno civilno oblast, ki bo to vojsko nadzirala. Ker da bo ta vojska tako lebdela, tako kot lebdi danes recimo Evropska centralna banka, ne? Tudi je tak primer take inštitucije, ki je ad hoc pravzaprav nastala to, kar je med krizo, ne? To je recept za katastrofo. Ne? Se pravi, mi moramo zgraditi in tukaj se popolnoma strinjam s tabo, zaostajamo in nujno bo treba, torej ni mogoče govoriti o evropski strateški avtonomiji in o tem se še ne govori brez nekega resnega, ne samo govora, ampak tudi resnega procesa v spremembo politične strukture Evropske unije, ker je popolnoma nezadostan za to, v kar se zdaj gre. Ja, glej, to, kar dve smeri sta možni. Ne? Ena je, da se bomo, kot rekel, državljani bali velike evropske vojske, upravičeno, ker ne bo imela civilnega nadzora, ali pa ne, če tako domišljivo uporabimo, glede na to, kar si rekel, se bo isto, kot se nekateri ljudje zdaj bojijo Rusije, se bomo mogoče bali Poljske. Zakaj pa ne? Mislim, če se bojo države oboroževale po svojih, vsaka, da bojo tekmovale med sabo, ne moramo izkušati tega, da ne bomo nekoč čez 20 let rekli, shit, Poljska nam grozi, da nas bo. Pri nas je bolj verjetno Italija, recimo. Tako to je, ne? Ja, no, mislim, glej, kakorkoli. Ampak dobro, to si zelo lepo si postavil tudi izbire, ki imamo. Da bi se zdaj velike poljske vojske samo veselil, ker nas bo branila pred Rusijo, prek Ukrajine, je malo hecena, ker se moramo, če se veselimo tega, se moramo hkrati bati velike poljske vojske. To čisto da rečem, nič proti Poljakom. Ampak to govorim. Če se smem vrniti k temu, kaj je jedro te reakcije in čem je problem. Ti si govoril o tem, da Trump deluje kot dvor, v katerega se vključujejo različni. Mislim, in je v nekem smislu, ta dvor je zelo široka. Ta dvor je tako, včasih izgleda ozek, včasih izgleda, da sta to samo on pa Musk, včasih izgleda pa, da jih je več. In glih v tem pogledu, zakaj je Evropa takrat v Münchnu, evropska država in evropska politika tako mlahavo in potem tako bila navdušena na tem, oziroma to vzela tako malo kot svoje, na drugi strani ni pri vprašanju Grenlandije pač reagirala na ta način, zaradi tega, ker je velik, pa ne oni prvi, ki ti pridejo na pamet, ampak veliko evropske politike, veliko evropskih politikov je del tega kolektiva. Del tega dvora percipira kakor mi smo proti Trumpu, grozni Trump, grozna Amerika. Ne. Preveč se strinjajo z njim. Na neki jim je pritisnil, na neki jim je všeč v teh besedah, sploh ko so podaljšane, sploh ko pride posredovanje. Zato je posredovanje Ilona Muska tle v resnici zelo pomembno. Mislim, v več komponentah. Eno je, da zaradi infrastrukture informacijske, na drugi strani pa zaradi diskurza, ki ga ima, ki ima druge fene, drugačne fene, kot jih ima, tudi druge fene, kot jih ima Trump, po zunaj Amerike zlasti. In je to pač problem, to je zdaj tisto, bojimo se sovražnika, hkrati nam je pa malo kul. To je pač posledica tega, da... In to je žalost, to je jadno. To je jadno. Ja, to je posledica tega, da je Evropa po drugi svetovni vojni outsourcala velik del, ni imela druge izbire, velik del svoje obrambe Združenim državam in da se pravzaprav tega nikoli ni izvila. In potem je pač to seveda, potem imamo to, da v bistvu se ni samo mislim, politične vizije, mislim v tem smislu, da bi rekel, ne, da so kupili to idejo oboroževanja kot tako, ampak še vse druge komponente te politične ideologije so kupili, ker se nekako zelo blizu pridejo z idejami, ki so tukaj v obtoku tudi v evropski politiki že zelo dolgo, sem ne toliko direktno izrečene. Mislim se pač, kdo si ne želi, kdo v resnici, koliko pa je v evropskih političnih strankah ljudi, ki se ne želijo, pa ne sanjarijo neki taki gesti, kao dajmo očistiti to administracijo, pa birokracijo, pa dajmo čisto vsakega birokrata
centralno pod lupo, pa da vidimo, koliko zares dela. Pa da Mislim, to pošlje so pač mail čez fantazije. vikend, ne. A ne na fantazije so kupili, se ne na realne ideje. Pa tako, fantazije so nabavili, so vzeli za svoje in zato je pol tudi ta odziv tako, a ni boljš, da v bistvu mi rečemo, ne, v bistvu se mi s tem strinjamo, sam na mal drugačen način, zato bomo mi zdaj dali svoj pozitivni primer od Ursule von der Leyen navzdol. Ja in ne, se pravi, na nek način ja, seveda, kako bi rekel, ta Trumpov ideološki in politični projekt bi lahko bil dosti bolj privlačen, tako se moramo zahvaliti Elonu Musku, ne? Če ne bi bil tako, kako bi rekel, predstavljen na tako brutalen način, da v bistvu ni se žaba počasi kuhala, ne, ampak je bila vržena v vrelo vodo. Ne? Ker tukaj je bilo jasno, ne, se je tako po volitvah ali še celo pred inauguracijo Trumpa, se niti ne spomnim točno časovnice, ne, je imel pač Musk tiste pogovore z predsednico AfD-ja, in je v bistvu pa potem podpiral Vox v Španiji, tako dalje. Tukaj je bilo jasno, da je njegov načrt izrazito direktno vmešavanje v notranjo politiko posameznih držav z promoviranjem vsake izmed teh držav neke specifične skrajno desne sile, ki je tudi slučajno v vseh teh primerih tudi proruska. Ne? Pa mimo Slovenije šel mimo, kljub Melanie Trump, in verjetno je bil v tistem trenutku marsikdo razočaran tega, da je kljub temu ostala pod njegovim zemljevidom. Najprej to, potem seveda Vanceove izjave, potem tisti šov v Beli hiši z tiskovko Zelenskim, ki so se naši, tako zvani mirovniki, verjetno navdušeni bili, ne, so metali robčke, ko so gledali to po televiziji, ne, razni Aureliji Uri in podobni. Ne. Ampak nasploh je prišlo tudi take države kot je Slovenija, zlasti v teh mediteranskih državah, tudi do nekega premika, ne, se pravi, pri nas smo imeli to, ne, ker je tudi bilo bizarno, ne, smo imeli neko desnico, ki je bila pro-ukrajinska in pro-trumpovska, ne. In smo imeli neko del neke levice, ne, ki je bila antitrampovska in antiukrajinska. No, se to sem hotel vprašati, schizofrene pozicije so bile nekaj časa, par dni, ne, zaradi tega nastopa oziroma tega, da je Trump obrnil hrbet Ukrajini in na kak način, kako brutalno je to izgledalo. Ne morem, mislim, kako ne bojo. Ne? Mislim, je bila schizofrena situacija pri marsikomu v Sloveniji. Ne? Absolutno, to je bilo lepo je bilo videti. Povej. Mislim, konflikt, notranji konflikt. Notranji konflikt. Ki so ga eni uspeli razrešiti. Ker je prišlo do neke diferenciacije, ko smo videli nekaj podobnega tudi ob napadu na Ukrajino takrat februarja 2012. Je bil nek šok, ki je privedel, da nekateri ljudje na levici so se distancirali od svojih prejšnjih stališč, ki so bile bolj naklonjene Putinu, niso verjeli, da vse to, kar je prihajalo iz Washingtona glede invazije, da je res, ne, so verjeli tistim karikaturam, ki jih je risal Franko Juri v Dnevnik ali Mladino, ne, da pač kako straši Amerika pred tem, da bo prišlo do velike invazije. Ne. Del pa seveda je zanihal malo in se potem vrnil na prejšnje pozicije. Ne. Kako se bo tukaj zgodilo na desnici, jaz ne vem. Jaz mislim, da predvsej ljudi, ki so danes anti-Trumpov, že spet zanihali nazaj, nekateri bodo ostali, ker tukaj so. Ne? In se pravi, neka diferenciacija, ki smo že videli levo od sredine pred 2 letoma ali pa 3 leti, se bo morda začela tukaj na desnici zdaj. Ne? Ker pač stvari bodo postale jasno, da je tukaj neka dihotomija. Mislim, da bo pa stvar še toliko težja za tiste, kar sem rekel prej, ker dejansko, seveda, na retorični ravni in na ravni nekaterih dejanj je jasno, da pač želi Trump se približati Rusiji, da vidi Rusijo kot neko zaveznico, bori si proti Kitajski, bori si v svojem projektu preoblikovanja tega povojnega geopolitičnega reda. Po drugi strani pa ne, ker seveda so tudi glasovi znotraj njegove administracije, ki delajo v nasprotno smer, ne? Rubio recimo, ne? Ki pač govori nekaj in dela nekaj drugega. Ne? Se pravi, tukaj bo zelo veliko nihanja in kaosa in nejasnosti, ki se bo odražal potem tudi v notranjih stališčih vseh držav članic v Evropski uniji. Ne? Tedej, kako si ti videl kot filozof, te vprašam? Ne, ne morem pa drugače govoriti. Kako si ti videl v bistvu ta nastop, ta dogodek v Beli hiši, Vance, Trump, to kreganje Zelenski, kako je izgledala takrat Ukrajina tebi? Mislim, bom rekel kot filozof, mislim pač dogodek je bil pač grotesken in ogaben.
To je tvoja filozofska soda. Ja, seveda. Mislim, kaj je to drugega bilo? Mislim, seveda, od samega začetka. A ne? Ja, vem, da so pol bile te ideje, kao, ja, pogledajte si cel posnetek, pa boste pol videli, kako v resnici, ne, kako v resnici je bil poreden, ne. Ja, Veš, pač Ja, zanimivo, da je to to, ta ideja, ne, ne. ne, poglejte si, ne, vas posnetek v nek mem, ki se je pojavil na slovenski sceni, Desnici, na ja. desnici, ne, Ja. ker tukaj je bilo jasno videti, da nekateri so bili zgroženi, nekateri so potem bili sicer zgroženi, ampak so Racionalizirali. poskušali racionalizirati, Ja. ne, ker je dejansko zrcalna slika tega, kar smo recimo 3 leta nazaj videli takrat, ko se je pripravljala ta velika invazija na Ukrajino. Ja, ne, kar je na pomenilo, drugi a ne strani. sej, ker s tem so razrešili, ne sej v resnici lahko Zelenskega še naprej podpiram in Ukrajino najdu sem, a ne, vendarle je pa Trump sicer bil zgledal mal preveč nesramen, ampak če smo cel posnetek pogledali, smo videli, da je bil pač Zelenski, da je vendarle mal pretiraval, pa mal si drznil preveč stvari govoriti, ker se je kaj, mislim, se pač v tem je bila, tisto, kar se je meni zdelo, ne, prvič se je zares postavil Zelenski tako, a ne, oba se boste spomnila, kako je bilo to od začetka. Glavno je, da Ukrajina dobi svoj agency, a ne, da damo agency. To se ponavlja tako. Evo, zdaj, na tistem dogodku ga je pokazal zares, pokazal celo nekaj, kar je zgledal. Zdaj pač, a veš, spet rečem, kaj so gibanje v ozadju, me ne zanima, na ravni videza. Zgledal je kot nekdo, ki je bil sposoben, pripravljen, pač zastaviti, evo, tvegati karkoli je treba, pač zato, da Ohranijo obraz. ja, mislim, na ravni poguma, a ne bi rekel človek. Prav v tem smislu. Tudi svojo lastno pozicijo, ne, Vseeno mi je, kakšne bodo posledice zame, za Ukrajino. No, saj V tem tukaj- hipu mi je vseeno, ker je, a ne, drugo še slabše. No, So ampak tukaj pa še en element, sledilo je umik nazaj, tisto pismo zahvaljevanja. V bistvu, dan kasneje je bilo nekaj. Ja, Da je malo več. ne. Bilo je, ja, mislim, pa pol je, a ne, tukaj spet težko reči, kaj je pol pristno, kaj je bilo trolanje, ne, posebej zahvaljevanja potem po vrsti vsakmu voditelju svetovnemu na svetu, a ne, po Twitterju. A ne, mislim, sam, če grem sam nazaj, da to še rečem, a ne, mislim, pač, ja, to jim je bilo, ker vedno je tako, a ne, če se ne moreš postaviti na, a ne, tako, ko pride v konflikt, ko so prišli v konflikt, ne more se postaviti tisti, ki so prej so podpirali Trumpa in Zelenskega in zdaj so videli, da se ona dva ne ujameta. Kaj moraš pol videti? V kaj se to edino lahko sprevrže, da ti to lahko gledaš? Sceno. A ne? Sama scena ti je všeč in sama scena njo začneš oboževati. Se pravi, porednega fanta, ki hoče biti preveč pogumen in politizirati in Ukrajino postavljati kot dejavnika in pač sadističnega gospodarja, ki ga po prstih užge. In ta scena je njim, a ne? In v to fantazijsko sceno se pa lahko tudi Janša not upiše na eno ali pa drugo stran, a ne, kakorkoli. Pač sama scena jim je seksi, a ne bila, da politično seksi. In tukaj so se najdeli. In zato so pa rekli, poglej od začetka, a ne, tako se reče, videl si sam konc, poglej celo sceno, kako se je zgradila, ne, ker če boš celo sceno, če boš cel posnetek pogledal, boš pa videl, da sta se najprej čisto, da so se kulturno pogovarjali, pol je pomočnik ta pravega sadista začel mal očitke, mal karat, a ne, fanta tam, pol se je pa še začel z njim kregati in potem je veliki gospodar pač posegel in razrešil stvar, če zdaj poenostavim, ne, tako, mislim, žal je tako, tako politiko, kot zdaj, se da samo na ta način razumeti. Mislim, se ne moreš še drugače. Je tako, samo na to ne pristane, to je pa zelo jasno, na to ne pristane del slovenske desnice. Ne? In dejansko je, tukaj je nastala neka, da vidiš svojo fantazijo. Tukaj je nastala neka razpoka. Ampak jaz bi povedal pa še nekaj drugega. Ne? To, kar smo videli zdaj, kako bi rekel, to, kar smo videli v Beli hiši, ne? Če smo blarili recimo tiste knjige, ki jih je pisal Bob Woodward, recimo Nefir, tiste, ki je bila kasnejša Warren, ne vem, katera je bila prav ta zadnja, ne? Ker opisuje tudi odnose, zelo, zelo težke odnose med Bidenovo administracijo in Zelenskim. Ne?
vključno s tem, da Biden v prvih dneh invazije na Ukrajino ni verjel, da se bo Ukrajina lahko obranila, da ni mu pripravljen dati pomoči, da je v bistvu spremenil mnenje šele po 3., 4. ali 5. dnevu. Ne? In je to trenje, kako bi rekel, to, kar smo zdaj videli pod kamerami, se je za kamerami že dogajalo tudi na relaciji Zelenski-Biden. Ne? Če smemo verjeti, in mislim, da smemo verjeti številnim neodvisnim in verodostojnim virom. Ne? Se pravi, je tudi v tej Trumpovi akciji nek del, je to zunanja politika, v kateri je mnogo diskontinuitete, ampak žal je tudi mnogo kontinuitete. Ne? Marsikaj, kar so prejšnje administracije, Obama, Biden, Trump 1, delale nam nekoliko bolj prikrit in eleganten način, je tukaj zdaj udarno na dan. Ne? In mislim, da je bila tudi Zelenskeva kalkulacija, on se zdaj ne ve, kako z njim govorijo privatno in kako je tudi Biden z njim govoril privatno, in na neki točki se mu zdelo, da mogoče sploh ni slabo, da se to vidi javno, ne? Ker tudi za njegovo pozicijo je nujno, da seveda to, kar smo govorili na začetku, da zdaj pa je Evropa, o kateri gre na vse zadnje vojna v Ukrajini, mnogo bolj kot gre za Ameriko, ne? Da se tudi Evropa prebudi in da se pravi okrepi svojo pomoč Ukrajini, postane relevantnejši faktor, ne dovoli, da se bo ta kriza, vojna razrešila v pogovoru med Washingtonom in Moskvo, ker si bodo lepo razdelili interesne sfere, kot so se jih razdelila Stalin in Hitler takrat avgusta 1939. Ne? In seveda zato kot eden izmed elementov tega prebojenja je bilo natančno tudi to, da smo dejansko lahko vsi videli, v svetu videl zelo jasno nekaj, kar je bilo latentno prisotno že dlje časa in ni vezano samo na Trumpa, ampak je vezano na ameriško politiko, kateri glavni fokus ni Evropa že dolgo časa, temveč je Pacifik in ki je v bistvu ki je vselej skušala ne preveč ponižati Rusijo, jo ne preveč navezati na Kitajsko in tako dalje. Kar so lahko legitimni interesi, ampak niso interesi tudi Evrope pri tem. Ne? Kaj pomeni, kaj bo tokrat koalicija voljnih, ki jo je na neformalnem vrhu v Ukrajini ki jo je napovedal britanski premier pred časom in ki bi nadzorovala izvajanje morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Zdaj v soboto je napovedan sestanek o tem. Premier Golob slovenski sicer poudaril, da Slovenija ne bo sodelovala v koaliciji voljnih in da v bistvu se veže tukaj na uradne institucije, kot so Združeni narodi. V tem primeru bi razmislila o sodelovanju pri vzdrževanju miru. Vloga in mandat Združenih narodov sta namreč vedno jasno in demokratično določena, je še rekel. Česa bi se tukaj morala držati Slovenija? Mislim, zdaj, če ne bo v koaliciji voljnih, moram reči, da priznam, prvič slišim za to. Res za koalicijo voljnih nisem slišal. Bomo slišali še veliko. Nisem priklopljen, če sem na to. Ne, tisto, kar kakorkoli obračamo, ne, vsak, ki ne bo, tudi če ne bo tisti, ki ne bo del koalicije voljnih, bo pa to, kar smo se na začetku pogovarjali, bo udeležen pri neki določeni transformaciji pač družbenih prioritet. A ne? In tukaj je vprašanje, v kolikšni meri so se tukaj države zmožne temu zoperstaviti na način, da igrajo v resnici čisto igro. A ne, zdaj, česa se jaz bojim, a ne, da rečem. Na nek način države, ki ne bodo hotele priznati navznoter, da zvišujejo državni proračun za obrambo za 1%, da bodo v bistvu te procente nekako lovile nekje drugje, kar bo pomenilo, a ne, da se, še enkrat rečem, za vojno, ker ne vemo sploh, katera je, čist res še vedno ne vem, o kateri vojni se pogovarjamo, za vojno, ne govorimo o ukrajinski, to bi se lahko pogovarjali že 3 leta nazaj, ne vidim razloga. Za vojno, ki se prodaja kot obrambna vojna, zato, a ne, to ni obrambna vojna nas, ne Ukrajine. Če bi se rekel, gre za sredstva za Ukrajino, klin, a ne, bolj je pač odločitev, ja, ne, hočeš pomagati, moraš to povedati in je to tako. Govoriš o tej imaginarni vojni v prihodnosti proti Evropi. Ki ni ta, a ne, ta 800 milijardni
pakt, mislim, ta načrt ni pomoč Ukrajini. Ne, je oboroževanje nas. Tako, obrambno, prodaja se kot obrambna vojna, evo, naš samih. In tudi vsi razmisleki o naborništvu, ne vem kaj spet, ki se iz lufta, a ne iz lufta, pač, ki se po telefonu novinarjem najbrž sporočijo, ne, pa kakorkoli, ki pridejo, so del tega, a ne, no in hočem to reči, ker se bo netransparentno delali, je najbrž, se bojim tega, da bodo določeni programi, a ne, zato, da bi zagotovili da bi dobili kljukico, a ne, v Bruslju, prilagojeni vsebinsko tej imaginarni vojni, če tako rečem. Znanstvene raziskave, ki bodo ciljno usmerjene v krepitev varnosti in levo, desne, ne vem kaj. Ki ne bojo v veliki meri, garantiram, sploh, ko bo šlo za humanistiko in družboslovje, ne bodo zelo koristne. Ker ljudje bodo to vzeli kot izhod, kot ovink za to, da bodo delali svoje stvari, a ne, da te ciljne raziskave ne bodo take, kot si nekdo v teoriji zamišlja. Ampak bodo pa vseeno, a ne, bodo pa nekateri, ki ne bodo hoteli, znali prodati teh svojih raziskav kot del vojaške ekonomije, kot del vojne ekonomije, pač izpadli ven. A ne? Bodi si, če bo to na ravni, če bo treba to odločitev direktno sprejeti, ali pa če bo sistem poskrbel za to, da bodo razpisni pogoji za razne take stvari tebe v bistvu diskvalificirale, ne? Oziroma te ne boš kvalificiran za take stvari. A ne se bo hkrati, ne bo se nič zares okrepila obramba, če bi že tako hotel. Ne bomo s tem pomagali ne Ukrajini, ne nam samim, ne nekomu tretjemu. Ne bomo s tem okrepili recimo znanosti zares, ker bo v bistvu sam neki, a ne tako, kot so bile v času pandemije, ki se je ad hoc dal raztrosil nek cash za raziskave, pa so potem, mislim, mi recimo, pa smo bili jaz, pa še moji kolegi, zelo aktivni, a ne, smo v tem smislu delali. Naša prijava je bila ocenjena nič, a ne, ob tem, da so dobili pa raziskave, ki so raziskovali v urgentni situaciji epidemijo v 18. stoletju, da tako malo karikirano rečem, a ne, pa družbeni, ne vem kaj, odzivi v 18. stoletju, kaj ima to veze s tem, kar se zdaj dogaja. Sam tako pravim, kup tega boš dobil, a ne, in na drugih področjih tudi, da ne naštevam, a ne, mislim, s čim se bo birokracija ukvarjala. Se pravi, nič ne bo od tega na nobenem polju, ne vojaškem, ne znanstvenem, ne industrija, nič se ne bo zgodilo. A ne, če se bo, in bojim se, da bo to tisti izhod, ki se bo zgodil. A ne, sej, pod kakšno drugo vlado, da ne bo zgledala, ne, pod kakšno drugo vlado bi pa od danes na jutri rekel, ajmo na 3% za obrambo, reže se, vse so povedali. Zdaj govorijo, kaj bodo rezali in dajmo jim verjeti, ne. Mislim, to niso fantazije. To so fantazije, ki imajo namen, da se bojo realizirale, a ne. SDS-arske fantazije zdaj. Luka, koalicija voljnih. Ja, okay. Bom tudi to povedal. Ne, mislim, kako bi rekel, nevarnost, da namesto, da bi resnično krepili obrambno zmogljivost, tudi avtonomijo. Ne? Zdaj smo videli, vse sistemi so nekako odvisni od Združenih držav. Ne? To je treba osamosvojiti, da lahko Evropa postane nek bolj enakopraven partner. Ne? Da se namesto tega financira militaristični larifari, kar je povzetek tega, kar je povedal Tadej. Je nevarna in je toliko bolj nevarna ker smo še vedno, če zanemarimo politični aspekt, bomo lahko čez 4 leta ali pa 3 leta tam, da bo predsednica Francije Marine Le Pen, da bo premijerka Nemčije pač ta, ne, od AfD-ja, ne, in da bo samo te države bolj militarizirane in bolj oborožene, ampak popolnoma opustile kakršenkoli evropski projekt in kakršnokoli idejo vseevropske solidarnosti. Ne? To je popolnoma realistična nevarnost, ne? Proti kateri bomo drveli, če bomo zanemarili ta politični vidik in seveda tudi ta kulturni vidik in tako dalje, in namesto šli v
v to, ne? Se pravi v militaristično paniko. Se s to diagnozo povsem strinjam. Koalicija voljnih, ja, jaz sem za vas, za N1, mislim, da pred 2 letoma napisal en članek, ne? Ko so vsi, ne, takrat je bilo to popularno, ne? Vsi, ki smo pisali o Ukrajini in o podpori Ukrajini, so nas spraševali, ja, kako si pa ti predstavljaš mir, ne? In jaz sem pač napisal, prvi članek, ki sem ga napisal, zato je bilo za N1, potem sem še eno serijo za Delo. In tam že v prvem članku sem v bistvu predlagal nekaj zelo podobnega, kot je zdaj ta koalicija voljnih. Ne? V zavesti, da sicer je v tem trenutku zelo malo verjetno, da bo Rusija to sprejela. Ne? Ampak da ima možnost, da zavrne. Ne? Da ima možnost, da bi rekel, da razkrije svoje karte in da zavrne. Ne? Ko govorimo o koaliciji voljnih, mislim na to, ne? Se pravi, da bi neke mirovne sile nabrane v glavnem iz evropskih držav, tako kot so recimo drugod sile Združenih narodov, ne, garantirale, ali pa kot so pravzaprav tudi koalicijske sile še danes v Koreji, garantirale nek sporazum, ki bi se sprejel in ki bi preveril ta konflikt nazaj v parametre razreševanja, kot jih poznamo iz mednarodnega prava. Ne. Jaz sem to predlagal in zdaj v bistvu ta koalicija vojnih je zelo podobna, kot ste, kar sem jaz takrat predlagal. Ne. Zdaj, realizem nas veleva, da to verjetno ni zelo verjetno. Ne. Je pa zelo koristno, da se na to pripravimo. In akter tukaj ne bo Združene države, ne bo Združeni narodi. Združeni narodi, mislim, da je povsem realistično sklepati, da v teh 4 letih mogoče celo Amerika izstopi iz Združenih narodov. Ne. Se mi ne zdi to manj realistična možnost, kot da je Trump začel nargati Dansko, da mu proda Grenlandijo, ali pa da je začel carinsko in ne samo carinsko, ampak tudi politično vojno z Kanado. Dosti bolj verjetno, da bo to, kar je fantazija ameriške resnice, pravzaprav že dolga desetletja, da izstopi končno Amerika iz Združenih narodov, kot je v medvojnem obdobju po prvi svetovni vojni, so zadnje niso včlanile v Društvo narodov. Torej, organizacija Združenih narodov gotovo ima še nekatere pomembne inštitucije, prav, da se jih podpira, ampak bodimo realistični, ne bo mandata Združenih narodov, o čem govorimo. Ne? Če bo nekaj takega, kot je ta koalicija voljnih se uresničila, bodo to lahko k temu prispevali samo v glavnem evropske države. Ne? Potem lahko, zavedajoč se tega, reče slovenski premier, ne, mi pri tem ne bomo sodelovali, mislim, da mu nihče ne bo zameril, ne, če Slovenija ne bo sodelovala pri tem, ako tudi iskreno pove, pač gledajte, mi nimamo dovolj pripravljenih vojaških enot, nismo na to pripravljeni, ni politične volje, vse to je resnica, ne? Javnost je proti, vse to so dejstva, ne? In pač reče, ne, pri tem ne bomo, smo pa pripravljeni pri investicijah v rekonstrukcijo ukrajinske industrije, tam, kjer poznamo, infrastrukture in tako dalje, v redu, ne? Pač ne se pove, ne? Ker tukaj se pa popolnoma strinjam z Drem, zelo je pomembno, ne, da te navade, ki smo se jo, pa ne samo mi, marsikateri periferne države Evropske unije navadili, ne, da v bistvu naše elite vse prevlačijo na Bruselj. Ne? Češ, v Bruselj se tako odloči, bomo morali tudi mi nekaj izvesti. Ne, tukaj je neka politična, neki zelo pomembni politični projekti, ker ti moraš verjeti, zato rabim jaz podporo svojega prebivalstva. Lahko se prizadenem, da to podporo ustvarim politično in potem prepričam prebivalstvo in ustvarim neko politično koalicijo, ali rečem ne, te podpore nimam, ne bom šel v to. Ne? Zdaj, smo v taki časi, ki zahtevajo tudi bolj odgovorne politično elito. Ne? In tukaj smo, kjer smo. Ne? Tukaj smo pa v prejšnjih, ko smo se prejšnjega srečali, marsikaj povedali o zrelosti slovenske politike. Ko govorimo o teh novih časih, ne? Pred nekaj tedni je Barbara Smaila za Poglobljeno imela intervju z slovenskim veleposlanikom pri Združenih narodih, Samuelom Žbogarjem, in on je rekel, če ta svet utemeljen na pravilih, ne, ki je bil utemeljen na pravilih, razpade, potem prevlada pravilo moči, ali kot rečejo Američani, might is right. V takšnem svetu za male ni prostora, zato je v našem velikem interesu in v interesu številnih držav, da se ta red ohrani, je pa trenutno pred velikim izzivom. Zdaj, diplomati rečejo temu, ne, to po diplomatsko se temu reče velik izziv. Kako bi rekel ti temu? Torej, to, da se ta red ohrani, ki je utemeljen na pravilih. Mislim, ta izjava ni prav močna, ne, da bi rekel, da nič prav inovativnega, nič presenetljivega ni v njej. Jaz mislim, da je
da je zanimivo, vedno, ko gre pa čez to vprašanje, razširšeno vprašanje mednarodnega prava, pa tako naprej, pa vse te stvari. Mislim, da je Vasilka Sancina pred časom, pred kratkim v nekem intervjuju rekla, da mislim, zdaj malo parafraziram, oziroma pač po spominu, govorim, kljub temu, da mednarodnega, da tako rečem, malo pretiravam, kljub temu, da mednarodnega prava noben ne upošteva, da ni. Obstaja tam zato, evo, zakaj ga imamo? Zato, da je tam pač kot kriterij, kaj je prav in kaj je narobe. To je zdaj zelo, vse zveni zelo banalno, ampak mislim, tako je, taka resnica je, da sploh je kar že te zadane pravzaprav tega, ker je to preprosta, v nekem smislu. Ja, zato, da veš, kaj je prav. Če ne vem, če zgubiš mednarodno pravo, če rečeš, da ga kar ni, kar je itak nemogoče, ker tudi tam, kjer, kot bi tudi ona sama znala poudariti, tudi tam, kjer 90% mednarodnega prava je tazga, da imajo vsi še kako hud interes za to, da se spoštuje. Se ni zdaj, da kar mednarodno pravo, pa zdaj to pomeni sam, to pa kar nek konsens med vsem. Ni to. Ni upogadano. Mislim, tudi pravim, ni namenjeno samo temu, da je za skupno dobro, pa nekaj pač skupek nekih pravil, inštrumentov, ne vem kaj, kakorkoli, ki jih lahko uporablja. Skratka, zasleduje svoje interese, brž pa seveda, ni, da zdaj rečeš, mednarodno pravo zmečkaš, pa vršiš v smeti, pa zdaj imamo pa samo meddržavno, ali kaj, mislim, Seveda ni to tako, In zdaj pač, kako se pač v tem smislu, seveda zato tudi ne moreš nikoli, da se v takih situacijah, kot je pač Samuel Žbogar, v nekem smislu tudi pač tukaj nakazuje, da vendarle pač onkraj sveta pravil, da so stvari pač zelo verjetno še slabše, in da za nas pa itak, mislim, kaj pa bomo. Ker te pač, zakaj od nekdaj je bila moč pravil pa zakonov v tem, da pač to je za mehne, tudi od malega človeka do male države, do male skupnosti držav, je to pač instrument, ki te naredi večjega, mislim, ki te pač... Ja. Je jasno, sej ni nič drugega. Samo pač oni, ki, samo... je pa tako pač pri pravilih, tako na najbolj banalni medčloveški interakciji, pa na ravni držav je pač tako, da če igraš po pravilih, pač včasih zgubiš, včasih si med 16 samo 9, ne pa 3 ali pa, Amerika pa pač ne razume, da zanjo pa svet, kjer ona ne bi bila avtomatično vedno ponuji na prvem mestu, tak svet makes no sense. Tako čist nelogično. Zato Grenlandija, ki je strateško gledano, zato da Amerika ohrani ta svoj vnaprej predpisani pač broj 1, da tišči druge dol. Da pač pogleda iz tega, hočem reči, da rečem, absurdnost zahteve po Grenlandiji, pa Panami, pa Kanadi je absurdna, zato je izraz nekega globljega problema, to, da ZDA še vedno, kljub temu, da svet ni več tako narejen, ima fiksno idejo, da mora biti pač ta glavna, absolutno, brezpogojno, brezprizivno glavna država, gospodar. In gospodar, ki zgublja realno moč, bo začel delati kozlarije in absurdnosti, zato da bo vzdrževal občutek svoje moči. Mislim, na ravni države, pa na ravni foter, ki ga noben več ne posluša. Začne neumnosti potem govoriti. Začne delati teater, nek acting out izvaja. Tako, pač, to je tako. In ta politika je skozi bolj psihološka. Mislim, tako da se da, po mojem, na ta način. Mislim, treba je tudi to zraven razumevati. To smo se že pogovarjali, kar se tiče slovenske politike, se spomnim pred časom. Pač psihološki profil je nujen. Ne moreš brez njega. Končali bomo na Balkanu. Zažigalna vrvica na Balkanu spet
kako ne rečem, utripa, je vroča. V Srbiji po mesecih študentskih, državljanskih protestov, civilne družbe, mnogi strahom pričakujejo to soboto, ne, ker napovedani so veliki protesti, za katere pa Vučić zdaj že javno straši, da naj bi bili nasilni. Ne. Nihče ne ve, kakšna bo ta sobota. V Bosni po drugi strani se zdaj spet govori na glas že o vojni. Pač ta beseda, ki je bila dolgo časa prepovedana, je zdaj kar na ustih. Zaradi očitanega kaznivega dejanja napada na ustavno ureditev je tožilstvo Bosne in Hercegovine izdalo nalog za privedbo na zaslišanje, torej za Milorada Dodika. Dodik se je zdaj danes že odzval, napoveduje srečanje z Rusi. Rusija je že pač izkazala podporo z ostrimi besedami in tako naprej. Kaj bi se moralo zgoditi na Balkanu, da bi bil Balkan miren? Sploh v tej konstelaciji Rusija, ZDA in trenutna širša dogajanja v svetu. Vprašanje je za Nobelovo nagrado. Ja. Ja, ne. Kako bi rekel? To isto, kot sem rekel za Sirijo, ne? Da sem zapisal, da je zelo žalostno za to državo, da se je podala na pot neke tranzicije, v trenutku, ko je za tranzicijo v boljše politične sisteme, verjetno najbolj, ne bo niti demokratično, neke bolj pluralistične politične sisteme, geopolitična klima najslabša v zadnjih mnogih desetletjih. Ne? In podobno velja tudi za Balkan. Ne? Zdaj, glede Balkana lahko rečemo recimo več stvari, ki so neprijetne ali pa zanimive. Najprej začnemo z neprijetnimi. In to je treba, da to moramo slišati. Velik od začetka 90-ih, na začetku 90-ih let je bila bivša Jugoslavija prvi primer, ko je Amerika rekla, to navsezadnje ni naš problem, dajte vi Evropejci najprej to zrihtati. In je bila katastrofa. Ne? In je potem morala intervenirati Amerika in rešiti to na svoj način. Pač z bombniki, ne? Bombardirali najprej za položaj bosanskih Srbov in potem kasneje, 2 leti, 3 leti, 4 leta kasneje tudi v Beogradu. Ne? Potem je že spet bil tak moment, ne? Ko se je Združene države, ki preusmerijo svojo pozornost že dolgo časa na vzhod, ne? V Azijo, rekli, to je vaš problem, ne? In rešite vi. Ne? In pri Makedoniji, pri Kosovu, pri Bosni se je Evropska unija, ali pa Evropa širše, če vključimo še torej Veliko Britanijo, izkazala kot izjemno slab, kako bi rekel, lokalni hegemon. Ne? In torej popotnice za to, da bo znala boljše urediti situacijo v Ukrajini, so slabe. Ne? Torej, če gledamo kako bi rekel, v preteklost, nedavno preteklost evropskega spopadanja, reševanja kriz v njeno neposredno sosedstvo, oziroma tam, ne, to pa res dobesedno na dvorišču, ne kažejo dobro. Ne? Poskušam biti malo bolj optimističen, ampak zdaj vidimo, ne, se pravi, celo vrsto zgrešenih politik, tudi do Vučića. Ne? Sej, a nismo videli to zelo jasno, da je zdaj v prejšnjih mesecih, zdaj mogoče se malo spreminja, pravzaprav, od Nemčije, začenši z Nemčijo, Avstrijo, večina evropskih držav in posledično tudi večina evropskih inštitucij potihem ali pa na glas podpirala Vučića. Tako da ga je podpirala v vseh prejšnjih letih in desetletjih. Ne v imenu te stabilnosti, ki smo zdaj videli, kaj je ta stabilnost. Ne? Tako da jaz mislim, da to v končni fazi odvisno od Srbov samih. Ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Lahko bo to še ena v nizu izjemno močnih demonstracij, lahko bo prišlo do nasilja, lahko se bo na to nasilje izrodilo v to, kar je bilo na Majdanu leta 2014, lahko ne, bo jaz mislim, da bolj verjetno, da ne. Gotovo pa je situacija zelo nevarna in seveda v Bosni je vojna mnogo bolj realna možnost kot v prejšnjih letih. Je pa seveda res, ne? Da leta 91-92 so bile te družbe še vedno razmeroma mlade družbe, so imele zelo veliko mladih ljudi, ki so bili pripravljeni, ne, če smo gledali filme od Dragojevića, ne, Srđana Dragojevića,
iti na fronto in se boriti. Zdaj teh mladih generacij ni več, še so te študenti, ki demonstrirajo proti Vučiću v Srbiji. Demografska situacija je drugačna, politična situacija je drugačna, so bolj trujene, stare, depopulirane, revne družbe. Ampak smo videli, da so zadnje tudi pri Rusiji in Ukrajini, tudi to ni pomagalo. Je tudi kljub temu do vojne v vsakem primeru prišlo. Se pravi, situacija je zelo nevarna in že spet se je kot mnogo pokazalo, da kljub vsemu govoru o evropski strateški avtonomiji in tako dalje, Evropska unija absolutno ni nek faktor, ki bi lahko to situacijo stabilizirala ali jo znala, ali bi bila sploh pripravljena politično nagovoriti, zlasti če govorimo glede Bosne. In še nekaj, kar lahko dodam, kar recimo se mi je zdelo tukaj zanimivo, bi pričakovali v tem realignmentu, se pravi v te spremembo geopolitičnih zavezništv zdaj, seveda zato, ker je Trump bolj prijatelj s Putinom, pa izrazito proti Ukrajini, da seveda bo zaradi tega podpiral tudi Dodika. Smo pa videli pred par dnevi, da je Marco Rubio dal neko izjavo glede Bosne, ki je izrazito, kako bi rekel, kritično usmerjena do Dodika. Se pravi, že spet imamo opravka s tem, s to bi rekel, notranjo kakofonijo znotraj ameriške administracije. Se pravi, imamo Evropsko unijo, ki absolutno je pokazala, da ni sposobna, tako na Balkanu kot v Ukrajini, se postaviti kot nek faktor, ki lahko privede do stabilnosti, je delala celo vrsto napačnih in zmotnih potez. Imamo Ameriko, ki ne govori z enim samim glasom, imamo situacijo, ki na terenu brbota in postaja vse nevarnejša. To je čas, v katerem živimo. Prav veliko optimizma nam to ne more dati. Ampak, jaz mislim, da je optimistično že to, da ne vem, koliko mesecev trajajo te protesti v Srbiji. Ja, in trajajo, in se ljudje ne dajo. Vidimo to. Potem vidimo, recimo, ravno včeraj so bivšega predsednika, ko govorimo, ko razmišljamo, se mednarodno pravo nič ne velja. Predvčerajšnjem so iz Filipinov pripeljali nekdanjega predsednika na sojenje v Haag. Pred 3-4 leti se je zdel mnogo bolj nedotakljiv kot danes Vučić, recimo. Se pravi, živimo v nekem zelo labilnem svetu, v katerem le ni vse tako črno kot je. Stvari so radikalno odprte in zato je tudi, kako bi rekel, od tega, ker bomo od politik, ki bomo danes zavzeli, od stvari, ki bomo danes naredili, bo tudi odvisna prihodnost. Se pravi, niso stvari določene še, so radikalno odprte. In to je stvar strašljivo. Ne, bom zelo kratek. Mislim, da je tako kot pri Miloševiću, če sam to rečem, tako kot pri Miloševiću, tudi pri Vučiću bi evropskim politikom, evropski javnosti najbolj prav prišlo, da bi se naučili srbsko in to lahko gledali. Ja. Se pravi, da bi javnost tudi že zdavni videla, da njihovi voditelji en za drugim take ali drugačne barve, kot garant stabilnosti vidijo človeka, ki je najbrž najbolj groteskna, poleg argentinskega predsednika, I guess, nekje najbolj groteskna figura, kar si jih lahko zamisliš politično. Se pravi, to je tako, da bi pri nas, predstavljate, da bi si, ne vem, da bi rekli, garant stabilnosti slovenske politike je neka mešanca med, koga ne vzamem, med Grimsom, Jelinčičem, Vitomirjem Grosom, pa nekim hecnim, mal predelanim Pahorjem, pa, mislim, hočem reči, komponenta vse možne, kar si lahko spomniš. Ja, in ljubljanskim županom, velikim prijateljem. In Jankovićem, seveda. In bi rekel, evo, tole. In državljani take države, ki ima itak svoje probleme, kako bi rekel, že na ravni ljudstva, probleme s svojo preteklostjo, že tako, da more gledati, da more normalni ljudje gledati, kako od zunaj podpirajo in tako, da jim kažejo, pa a vi ne vidite te očitnosti, tega očitnega kretena,
in nam v bistvu z vašo podporo pač nam ga ohranjate tukaj. Vajda, hvala Bogu, mislim, pozen se jim je. Ampak je tako, ne? Take zadeve se vedno zgodijo zaradi radarjev. Se ni še nič, se še... Ne, se vemo, bo pravim, da se sploh karkoli. Da se je sploh tako množično, ne? Zaradi radarjev. Ja. Eni bojo rekli, da je to pač od zunaj diktirano, jaz ne verjamem. Ok, obima gostoma hvala lepa, hvala, da ste prišla in delila svoje mnenja z nami. So se kar strinjala skoraj, ne? Ja, ne, na začetku se pa nista. Ja, tako sem. Na začetku se pa nista. To so se pretvarjala. Zelo vedro pa ni bilo, ne? Ni bilo, ampak taki so časi. In hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam.